Živjo in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. To je moj prvi video v oktobru. Ne morem verjeti, da je že oktober. Enorm mesec bo tole, sam to bom rekla. Že začel se je dober, začel se je z... Ok, leči. Začel se je z DM-ovo jesensko kampanjo, v kateri skupaj z mojo bejbo Ajdo Sitar predstavlja novosti, torej jesenske novosti oziroma jesenske trende. Noter v katalogu je polh enih popustov in sicer -30 na izbrana ličila, kar je, hvala DM, rabimo, skos. Najprej ne povem, neverjeten se je videti takole, ne, na eni tiskani zadevi. Ful ponosna, ful vesela, da sem dobila to priložnost še enkrat. Sicer bo pa to en nor mesec, v tem mesecu namreč planiram priti v kar nekaj DM-ov. Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, to je vrstni red. Spodaj pod videom bom postila točen datum in uro, kdaj bom v tvojem DM-u, upam, da blizu tvojega kraja. Tako da res upam, da se vidimo. Sicer nas pa čaka danes make-up tutorial in sicer naredila sem tale no make-up look, primeren za vse, ki se vam mudi zjutraj, za vse mamice, ki letate po opravkih, ali pa nasplošno za vse tiste, ki ne marate preveč make-upa, športnice, skratka zelo tak univerzalen make-up look. Fajn pri tem je, ker noben točno ne ve, a je to make-up, ali sam ti izgledaš tako zelo dober. Skratka, pod črto, to je make-up, s katerim izgledaš tako kot ti, sam malenkost boljš, ok? Tako da, najbolj kar začnemo in dajmo. Prvi korak bo, da nanesem na svojo kožo od Shiseido serum, ki naredi en tak filter na koži, pravzaprav preprečuje dodatno, da bi se koža posvetila in pa naredi tudi pore manj vidne. Za podlago izberem absolutno mojo najljubšo Fit Me od Maybellina. Vse, kar bom naredila, je pravzaprav, da bom nanesla precej manj podlage, kot bi jo ponavadi, čeprav tukaj izgleda, da je kar velik, ampak dejansko res je nisem nanesla velik. Enakomerno jo razporedim s čopičem in potem za tak naraven finish vzamem Beauty Blender, ki sem jo prej zmočila, zato da zabrišem linije in da v bistvu vse poteze izpadejo zelo nežne. Korektor od Shiseido nanesla samo na tiste mesta, kjer mislim, da je potrebno, torej da dodatno zakrijem razne nepravilnosti in tudi tukaj se držim pravila, da manj je več, tako da čist malo korektorja nanesem. In spet ponovno za naraven oziroma za nežne zabrise uporabljam Beauty Blender. Voilà, koža, še zmeraj se vidijo moje nepravilnosti čez, kar pomeni, da sem jo ohranila pravzaprav naravno, kar sem tudi želela. Gremo na obrvi, moj najljubši pripomoček za urejanje obrvi je ta moment od NYX-a, mikro svinčnik, v bistvu je zelo tanka konica, s čimer lahko potem zelo natančno tudi narišem vse mini dlačice. Takole, ena obrv je, druga še ne, bomo to popravili takoj. Še prej naresem na obrv od Bourjoisa maskaro Brow Design. Gre za maskaro, ki bo tvoje obrvi držala na mestu dlje časa, jih nekako fiksirala. Malo vode za premor, pijte vodo, otroci, zdravo je. Naslednja zadeva je od Debore Duo Stick in sicer na eni strani za konturo, torej za malo otopliti obraz. Ne bom pretiravala, samo rahlo želim odtemniti določene predele. Torej nanesem malo produkta tega temnejšega na ta mesta. Beauty Blender je danes moj najboljši prijatelj. Res, ko želiš narediti v bistvu tak naraven videz, je gobica go-to pripomoček. Ker zelo enostavno in hitro zabriše vse v kožo. Kožo sem zadovoljna. Ta isti izdelek, torej od Debore Duo Stick, uporabljam tudi na očkih za malo dimenzije,
Torej obrobam s temnim delom svojo veko in zatapkam s prstom. Tudi na ta izdelek imam še v DM-u -30. Te izdelki so trenutno full hit, Kim Kardashian ima svojega, Rihanna je zdaj izdala svojega, tako da te palčke so hot trend. In to temnejšo barvo nanesem tudi po spodnjem delu veke. Svetlejšim delom, osvetljevalcem pravzaprav bom šla rahlo po centru veke in ravno tako uporabila prst za zatapkati. Ok, moving on. Naslednji izdelek je maskara od Bourjoisa, ki obljublja 3-krat večji volumen trapalnic. Ful je fajn, ker pride skupaj z ogledalom, kar pomeni, da lahko maskaro vzameš s sabo v torbico ali pa na pot in se na vsakem koraku popraviš. Ne pozabim tudi na spodnje trapalnice. In tole je rezultat. Zelo zadovoljna. Tudi to maskaro najdeš v DM-ovem katalogu. Yes. In šibamo naprej na rdečilo od Devore. To je tudi edini izdelek, ki pride v suhem stanju. Nekako sem se odločila za kremne produkte, ker verjamem, da so te veliko bolj naravni na koži in kože ne obtežijo toliko kot suhi pudri. Ker je rdečilo zelo pigmentirano, ga nanesem tako čisto rahlo na vrh svojih ličenc in fajn zabrišem proti ušesu. Čas je za usta od Caudalie French Kiss No Balsam. Gre za vlažilno formulo, rahlo je dodana tudi barva. Ker sem tudi na ustih želela ohraniti videz naraven, torej uporabljam samo balzam in ga s prstom nanesem na usta. Od Jordane Glow & Go kremni osvetljevalec v stiku mi bo dal tak naraven zlatkast finish. Uporabljam ga na vrh ličenc, na nosu. In na vrh ustnice. In to je to? Ni to to. Še od Caudalie Beauty Elixir zaključek tega make-up looka. Drage moje, to je vse za danes. Ne pozabi prečekirati datumov meet and greetov v DM prodajalnah. Upam, da se vidimo še enkrat, ful te bo vesela in ne se pozabi tudi naročiti na kanal, če se še nisi. In se vidimo ta mesec tudi v živo, upam. Čau!